Lepo pozdravljeni v podcastu Vroča tema. Tokrat se v tej oddaji sprašujemo, kdo je bil Josip Broz Tito. Seveda ne, kaj je bil, to vemo, kaj je bil, ampak kdo je bil? Je bil to sploh pravi Tito? Je bil to Tito, ki je bil rojen 7. maja 1892 v Kumrovcu? In je bil to tisti Tito, ki je umrl, tako pravijo, da je umrl 4. maja 1980 v Ljubljani, seveda. Torej, naša gosta, ki bosta skušala odgovoriti na to zelo zapleteno pa zelo zanimivo vprašanje, zdaj vedno bolj aktualno, sta doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Vi ste zdravnica, ste pa redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in pa dvojni doktor Igor Grdina, literarni zgodovinar in znanstveni svetnik na ZRC SAZU. Poleg tega pa ste tudi redni profesor na Alma Mater Europeji v Mariboru. Torej, lep pozdrav obema. Zdaj, skratka, tema je zdaj spet aktualna, to pa zato, ker smo pred časom doživeli, da je nekdo, zdaj vemo kdo, seveda v Velenju odrezal kipu Tita glavo in takrat so se spet pojavila ta vprašanja. Zdaj, vprašanje za vas, doktor Grdina, kako to, da smo ustvarili tak mit o tem Titu, da mu še 35 let po koncu komunizma ne moremo praktično prebiti in priti do dna in ga prekiniti. Če bi šli malce v zgodovino, bi videli, da je že med drugo svetovno vojno se porodilo to vprašanje, kdo pravzaprav je Tito, in to so pisali v Ameriki, recimo Salzberger, ki je eno prvih peres tedanje Amerike, je napisal cel članek o tem in ima tudi eno romantično verzijo, češ da gre pravzaprav za žensko, pa da gre za neko skupino ljudi, pa Moša Pijade, da bi bilo pravo ime in tako dalje, ne, skratka, tu je ena vrsta skrivnosti, je pa seveda tudi res, ne, da okrog takšnih zgodovinskih osebnosti se vedno pojavi kakšen tak nimbus, ne, torej, ali pa ne, za recimo naciste so govorili, koliko da jih je preživelo, pa Martina Bormana so baje videli, ne, v Južni Ameriki. Pa Hitlerja. Torej, Hitlerja, to jasno, ne, ja. Ampak, ne, torej, za Bormana mi vemo, da so našli posmrtne ostanke v Berlinu, za Adolfa Hitlerja tudi vemo, ne, da je identifikacija pravzaprav pri kraju, ne, torej, pa potem, kaj se je s kom zgodilo, takšnih stvari je zmerom pri, recimo, ljudem, ki so vstopili malce tudi seveda v legendo, ne, torej, in v komunističnih režimih je bil kult osebnosti pač vedno zelo močan, ne, zato so pa Hruščovu, ki je nastopil proti temu, tako zelo zamerili, da je pravzaprav spodnašal enega od temeljev, ne, in če gledamo odzive na recimo tisti znameniti Hruščovov referat, pri nas recimo v Zagrebu so ga, mislim, da objavili v celoti, pri nas v Sloveniji nikoli, ne, torej, lahko domnevam, pa to je bila vroča stvar takrat, ne, to so ljudje prebirali, ne, in ne, to pa ne, pa tega ne, pa onega ne bomo pogledali, tega se ne bomo dotikali in vse, kar se poskuša osvetliti, se označi za revizionizem, ne, z neko slabšalno oznako, dejansko pa, če se neki viri, ki niso bili znani ali dostopni do nekega časa, pojavijo, lahko sliko zamenjajo, ampak v imenu nekega nerevizionizma bomo vztrajali pri starem, ne, torej to je. Doktorica Zupanič-Slavec, zdaj je takole, ne, zdaj doktor Grdina govori o virih, pravi viri bi bili seveda medicinski, ne, te genetske analize, ampak poglejmo zdaj, kaj vse lahko najdemo pri teh teorijah zarote, ne. Zelo na kratko jih samo naštejem. Ena pravi, da je bil pravzaprav Tito sovjetski agent, a ne. NKVD-ja, da je umrl pravi Tito med letoma
34 in 37 v Rusiji. Potem pravijo tudi, da so se nekako analizirali tudi CIA, njegovo znanje jezika in so rekli, da to ni niti slovenščina, niti hrvaščina, da je to nekakšen poljski jezik, a ne. Potem pravijo, da je tudi bil mogoče otrok Churchilla ali pa celo Rdeči Habsburg, nek habsburški otrok. Skratka, da je pravzaprav mogoče umrl med drugo svetovno vojno na Sutjeski in da bi bil to tako grozen dogodek, če bi se razvedelo, da so takrat zamenjali z nekim drugim Titom, govorijo o manjkajočem prstu, pa o uhlju, ki ni pravi. Torej, kaj točno zdaj mi vemo o tem Titu z medicinskega vidika? Ta uvod nakazuje, da je teh teorij zarot res veliko. In da se potem pač na koncu naravoslovje sprašuje, ker tako v širši javnosti se lahko marsikaj pač ponaredi. Medtem ko odkar je pa medicina oborožena z genetiko, ima pa čisto druge pristope in seveda bi lahko o tem veliko več povedala, ne? Mi recimo tako zgodovinsko pač vemo, da identifikacija je bila od nekdaj pomembna, ne? Ljudje so hoteli vedeti, kdo je nekdo, a ne? Neke velike osebnosti so vedno imeli tudi zgodovinski spomin, recimo že faraoni, poglejmo, kakšne grobnice so imeli, piramide, a ne? Tako da to nič ne čudi, da recimo je bil tudi velik interes za tem, da bi se vedelo, kdo dejansko je Tito, ne. Zdaj, te stare metode, ki so se včasih uporabljale, pač opis, vizualni znaki, a ne, neka specifična, recimo, nakit in to, kar so bili pridatki, recimo, v grobnicah. To je vse kratkoživo, se lahko spremeni, je nezanesljivo. Šele 19. stoletje je potem prineslo bolj antropometrične metode, pa potem, recimo, prstne odtise, a ne, to z 19. stoletja izvira. In se je to tudi potem dolgo časa uporabljalo, ampak se je dalo tudi pri tem kaj pogoljufati, ne, se je dalo ponarediti dokumente in drugo osebo pač namestiti, ne. Medtem ko z odkritjem DNK, dezoksiribonuklinske kisline, osnove genetike, leta 1953 se je pa začela ena nova era. In ta era je potem prinesla s odkritjem polimerazne verižne reakcije, kjer si ti lahko neko minimalno količino vzorca pomnožil, je pa prinesla potem z možnostjo še nadaljnjih, torej znotraj molekularne genetike, možnost, da se lahko genetsko identificira osebo in se ji pač da, se res potrdi, ali je to točno ta oseba. In tu imamo takoj vprašanje, ne? Tako. Za vas, torej, ko je Tito umrl v Ljubljani, menda 4. maja 1980, ne, nekateri dvomijo tudi v ta datum, vas so takrat nagovorili, da naredite to genetsko analizo, ker očitno tudi partija ni zaupala temu, da je bil Tito res Tito. Povejte nam kaj o tem. Ja, to ni bilo sicer takrat, a ne? Ja. Jaz nisem zgodovinar in recimo se s temi stvarmi profesionalno ne ukvarjam, sem zdravnica, sem medicinska humanistka, ampak sem bila pa nagovorjena po uspešni, fantastični identifikaciji ruske carske družine Romanov, če bi lahko pri nas poskušala identificirati lobanje grofov celjskih. In sem pač potem med leti 97 in 2001 to študijo delala, tako da, in ko je bila ta študija končana, jaz sem tudi tukaj prinesla s seboj te dve knjigi, ki pač družinska povezanost grofov celjskih, dobro. Tole, a ne, ki je potem tudi dobila še mednarodno različico, ker pač gre za neko novo metodo identifikacije družinsko povezanih lobanj, in je išla pri prominentni založbi Springer. Potem so prišli k meni zgodovinarji in so me nagovorili, če bi jaz bila pripravljena tudi delati to identifikacijo. Ja, kdaj je bilo to? To je bilo okoli leta 2000. Okoli leta 2000, tako da to je bilo 20 let potem. 20, to se pravi, je obstajal še material, to hočem vprašati, kako bi vi naredili zdaj to identifikacijo? Kaj od Tita, zdaj tako pogojno rečeno, so še imeli, ne? Ker v Ljubljani je bila odrezana noga, ne? Oziroma, kako bi vi zdaj to naredili? Glejte, dejstvo je, da sigurno nisem čisto pravi naslov za to vprašanje, ker to so zelo tako konspirativne teme, a ne? Ja.
In bi bilo treba nekoga drugega vprašati, zdaj, kje je ta noga, kje so potencialni, recimo njegovi biološki vzorci, a ne, shranjeni. Ampak na načelni ravni, a ne, pa se pač dela identifikacijo tako, da ti vzameš vzorec tkiva, recimo v tem primeru bi bilo konkretno Tita, in da poiščeš pač njegove prednike, ne. Zdaj tukaj pač se je predvidevalo čisto logično, ne, da bi recimo pač šel Kumrovec in bi moral dobiti njegove prednike, a ne, pa potem tudi recimo njegova sinova, ne, takrat Žarko je sicer takrat bil že pokojni, a ne, ampak Mišo je pa bil živ, a ne, in tudi eden in drugi imata potomce, tako da je tudi imel vnuke, so prav vnuki, a ne. In to bi bilo na načelni ravni čisto možno, ne, tako da, ker recimo mi danes rabimo ali recimo par celic iz sline, ali recimo lahko recimo 5 lasnih mešičkov, pa lahko iz tega lepo recimo narediš neko identifikacijo in pač primerjaš, ali je ta genski zapis enak ali ni. In ste to naredili, ali kaj je bilo? Ja, ne, veste, mislim, jaz sem že imela pravzaprav pri identifikaciji Loban grofov celjskih kar nekaj težav. Recimo k meni je prihajal en psihiatrični bolnik iz Idrije, ki mi je grozil, da me bo ubil, zato ker sem oskrunila najsvetejše, kar ima slovensko plemstvo, a ne, te srednjeveške lobanje, ker sem pač jasno morala vzorce vzeti, če sem hotela delati to študijo, ne. In je to pač bilo, to je bila neka nevarna tema, ne. Vsi se zavedamo, da pač je Tito bil ena silna legenda, da je Jugoslavija bila strašno povezana z identifikacijo z njim, in potem recimo neka tema, ki bi lahko bila sicer tukaj, bom rekla, zelo znanstvena, tako kot je bila pri Romanovih, a ne, in bi imela recimo čisto vse elemente vrhunske znanstvene študije. Torej ta Titova tema, ne? Titova tema, ja, bi lahko bila vrhunska znanstvena tema. Ampak ko je neka osebnost tako zelo politično močna. In še danes je. Tako. Ker recimo je bila odrezana neka glava nekega spomenika. Ja. Še danes je to cel halo, ne? Ja. Potem preprosto vidiš, da tukaj ne gre več samo za čisto znanost, ampak je ta strašno vpeta v družbo, v politiko, v različne mite, a ne? In da tudi veš, recimo, jaz sem prepričana, da bi takrat imela, recimo, če bi poskušala, bi imela probleme pridobiti soglasje, da se recimo lahko te vzorce uporabi. To se pravi, vzorci so. Tega jaz ne vem, to morate vprašati. Ja, ampak recimo, če nekaj mora biti, ne? Na načelni ravni verjetno so. Ja. Ampak se pravi, jaz tega ne morem potrditi zanesljivo. In tudi moram povedati, da je to zelo občutljiva tema in da tudi nas, znanstvenike, danes smo zelo nesvobodni, pravzaprav, če poskušamo kakšne stvari zelo zares povedati, a ne, že, če recimo govoriš o 2 spolih, pa si zdravnik, pa učiš študente medicine in tako naprej, recimo dobiš komisijo za sovražni govor. To imate vi, ne? Sem imela, Vi v šoli razlagate, mislim, na fakulteti, da sta spola 2. Ja. Kaj druga bi sploh A ne, rekli, človek bi, ja, težko, ne? To je tema. To je zdaj tema. Naravoslovje pač razpolaga z naravoslovnimi dokazi, ne? In imate komisijo za sovražni govor. To je bilo, to je bilo, ne? Ampak hočem tako povedati, da takrat sem seveda zelo razmišljala, jaz sem takrat pregledala vso mogočo dokumentacijo, kar pač obstaja, ne? In recimo zdaj v medicini gledamo bolj na te neke zunanje znake, ne? In najbolj moteče je pri vsem skupaj bilo to, recimo ta prst, ki ste ga že prej omenili, torej zapisi obstajajo, da je imel Tito poškodovan sredinec na levi roki, ne vem, mogoče bila zmečkanina in potem eno veliko brazgotino na tem prstu, a ne? In to recimo, to je leta 1928 je recimo to v dokumentaciji o bombaškem procesu v Zagrebu zapisano, a ne? Potem Dedjer je tudi potrdil, da leta 1938 je to brazgotino še videl, potem pa tega recimo ni več videl na tem prstu, a ne? Pa takrat se veste, da te rekonstrukcije in tega takrat ni bilo, ne? Ja. Tega takrat ni bilo, a ne? Potem je pa recimo pač tudi kup nekih stvari bilo, ki so pač bile kot narativ,
med ljudmi, o katerih se je govorilo, in ki so pač poskušali na različne načine dokazovati, da najverjetneje to res ni ta osebnost, ne. Recimo, kaj sem žena, recimo Acia Bertoncla, pianista prominentnega, ona je recimo rekla, da niti pod razno ni možno, da nekdo, nek ključavničar, recimo, ki prihaja iz zelo skromnih razmer, da bi lahko tako vsako dobro tehniko igral klavir, ker to pač moraš od malega naprej igrati. On je edini pianist med ključavničarji, ne? Bil. Mora biti še kakšen, ampak jaz nobenega ne poznam, a ne? Potem pa recimo pač kup stvari se je govorilo tudi recimo o njegovem gosposkem ponašanju, o njegovem znanju recimo angleškega jezika, to je bilo recimo nekako sporno, a nekako recimo bo on angleški jezik govoril. Za nemščino si nekako razumel, ker je pač delal v Avstriji, pa je delal v Nemčiji, a ne? Za ruščino prav tako recimo. Potem recimo, da je tako galantno plesal z angleško kraljico, a ne, da je vse te plese znal. To so bili pač narativi. Ampak tisto, kar sem pa jaz potem si posebej izpisala, takrat in sem pač iskala, so bili pa recimo zapisi, ki govorijo o tem, recimo, kako so na te stvari pač gledali. In tako recimo poznam primer kazenskih pregonov, a ne, recimo zaradi torej prav te teme Titove identitete, tako je Rajko Danilović v svoji knjigi Upotreba neprijatelja, to so 3 izdaje tudi bile, a ne, popisal, da je bila ena oseba, ki jo v knjigi tudi imenuje z imenom in priimkom, obsojena na več let zapora zaradi trditve, da Titov prst ni isti, kot je bil pri Josipu Brozu. Ne? Potem več je sojen zaradi klevetanja in žalitve Josipa Broza, tako recimo je bil Žarko Petan. Ne? Naš znani režiser in aforist je bil leta 1959 obsojen na zaporno kazen, ker je samo pokazal na sliko Tita in rekel, ta se zna samo oblačiti, to citiram, in menjati obleke. A ne? Potem je v Beogradu nadobudni režiser Lazar Stojanović posnel film Plastični Jezus, ki je bil poln aluzij na Tita in bil leta 1972 in je bil tudi zaradi tega zaprt več let. Mogoče to še kasneje malce opredeliva, dava zdaj še govor oziroma besedo doktorju Grdini. Pa bova kasneje seveda razložili tudi te tožbe in vse te ideje. Torej, doktor Grdina, v Sloveniji recimo je nek Marjan Kranjc, ki je seveda že umrl, ne, upokojen, je bil upokojeni general major JLA. Namreč to kaže na to tudi, da so nagovorili doktorico Zupanič Slavec, da bi vendarle naredila neko gensko analizo, kaže na to, da dejansko tudi partijsko vodstvo v Jugoslaviji ni bilo povsem prepričano, da je Tito, ta Joško, rojen 1892 v Kumrovcu, res ta isti, ki je vodil, ta maršal, ki je vodil Jugoslavijo. To se pravi, kako si vi kot zgodovinar to razlagate? A gre tu pravzaprav za neke teorije zarot ali je kaj teže na vsem tem? Ker so bili izpostavljeni neki argumenti, da Tito ni Tito, potem, da bomo mi imeli zdaj tu resen pogovor, resen talk show, naj grem jaz na nasprotno stran. Ne? Pa vem, recimo, da je bila v Jugoslaviji socialistični, je bil največkrat izvajani skladatelj Danilo Bučar. Zakaj? Ker je bila maršala Tita najljubša pesem Pleničke je prala. In on je priredbo napravil te pesmi. Ne? In potem obstaja pričevanje, kako je to s slovenskim oktetom prepeval in je znal kitice, ki jih pevci niso več znali, ker so bile pač žive takrat, ko je maršal Tito še bil delavec Titana, ne, oziroma v Kamniku, in je tam kaj pač prepeval in je to znal. Ne. In zdaj vprašam, ne, a je šel k Francetu Maroltu ali Tončki Marolt, da se je naučil tiste kitice, da je lahko potem dokazoval, da on te pesmi zna. Potem je seveda še marsikaj drugega, ne? Torej pričevanje Dejana Medakovića, ne? Torej, ki je dosegljivo tudi na YouTubeu in ki govori o
Titovem govoru. Ne, da ima ta govor tipične značilnosti tega prehodnega govora med kajkavščino in slovenščino. Ne? Torej, to se pravi, Tito je vedno rekel i tako dale. Ne? In to izključuje nekje tam recimo jugovzhod, kjer je mehčanje v govoru popolnoma jasno. Ne? Potem tisto, omenili ste študijo Cije, ne? In to so pač predvajali, torej tisti del, na katerega se je študija Cije predvsem opirala. Ne? In tam je bila beseda, glavna značilnost oziroma neko znamenje, da je nekaj drugega porodu, je bila beseda kalaps. Ne? Samo, a je to beseda iz vsakdanjega govora recimo preprostih delavcev, kmetov? Ne, to besedo je pač Tito prvič slišal v ruščini in jo je pač potem posvojil kot inkorporiral v ta svoj zares nenavadni govor, ne? Ker to je bilo iz recimo res marsičesa. Vendar pa ničesar ne nasprotuje v tem govoru, če analiziramo zdaj res vsako posamezno besedo, da ne izhaja pač iz Kumrovca. Ni nečesa takega. In še bi lahko naštevali takšne stvari, da, torej, omenjen je bil klavir. A obstaja posnetek, kako je on igral? Za Harryja Trumana obstaja posnetek. Mi točno vemo, kakšen je bil pianist Harry Truman, ne? Da je bil dovolj zmožen. Kje se je plesati naučil? Dedijerjeva prva biografija, ki je v 50-ih letih izšla, točno govori o tem, da je na Dunaju pač imel plesnega učitelja, ki mu je rekel, da se bo naučil vsega ali pa ničesar. Ne? Torej, in da pač mora znati plesati tudi polonezo. Ne, tam okrog 1910. leta je pač to sodilo v nabor plesov. Kako je on govoril nemško? Nemški politiki so mislili, da je res to neka popolna nemščina, pa so potem v času kanclerja Schmidta ugotovili, da se oni lahko pogovarjajo z njim o teh vsakdanjih rečeh. Če je nekdo bil bom rekel, interpoliran, kot da bo zdaj perfektno odigral nekoga, pa celo neke grofovske in ne vem kakšnega pokolenja, da bi bil, potem bi boljše znal nemško. Obstaja posnetek, ko je govoril maršal Tito leta, takrat, ko je prvič šel angleško, ko je prvič prišel na obisk v Veliko Britanijo, ko ga je Winston Churchill sprejel. Torej, zavrtite si tisto, pa boste videli, da je mogoče celo imel samo napisano, fonetsko, tisto ni nikakršna, recimo, angleščina nekoga, ki dobro zna angleško. In še je takšnih stvari, ne, ki vzbujajo pa sum v te teorije zarote. Ne? No, recimo pod vprašanje, če dovolite. Ne, vendarle je Marjan Kranjc napisal knjigo Zarota o Titu, on je vendarle bil upokojeni general-major JLA. On je tudi osebno moral srečati Tita. Zakaj menite, da so se potem vendarle taka ugibanja pojavljala? Saj imamo tukaj živo pričo, ki je bilo sugerirano, naročeno, predlagano, da naredi to analizo. Ker če bi bili vsi 100% prepričani, da je to Tito, ki je rojen bil v Kumrovcu, mogoče ne bi niti takrat v tistih časih, ki so bili res še svinčeni, partija tega sugerirala. Zakaj? Ta general-major, ki ga omenjate, je obveščevalec. Obveščevalec,
ki se razume tudi na protiobveščevalne metode in zakaj kakšna služba ali strokovnjak na tem področju lansira, zakaj reče to ali ono, zakaj vzbudi sum, lahko je samo tudi zato, da tema ostane živa. Lahko je ne vem kaj, ne? Možnosti je veliko, ne? Torej tukaj smo na polju res čistega ugibanja, ne vem kaj se je Marjanu Kranjcu kuhalo v glavi, ne? Ampak recimo to, kar je on pisal recimo o generalih slovenskega rodu, ne? Ki ima tisto je, kot zgodovinar bom rekel, da je precej čudno, ne, torej tam, kaj ima recimo teze o tem, da je bil slovenskega rodu general Ješonek, ne. Danes mi vemo, da je poljskega pravzaprav rodu, ne. Mislim, vemo. Najverjetneje je tako, ne, zdaj torej, to je pomemben letalski general, ne, v drugi svetovni vojni, če se prav spominjam, ne. Potem še marsikakšne stvari, ne, recimo, poglejte, ta problem Odila Globočnika, ne, tega brez problema uvršča med Slovence. Zdaj, oče je seveda res bil iz Tržiča, on ne, je bil iz Trsta, Odilo Globočnik, samo mati je bila pa Nemka. Če se je on opredelil svojo narodnost po materi, pa tudi če je pisal, sej Bleiweis se je podpisoval tudi po nemško, pa ni bil Nemec, ne. Glejte, tu moramo biti silno previdni, ko vse zmešamo v ta velik svinjski lonec. Torej, vi kot zgodovinar ste previdni. Ja, moram biti kritičen. Zgodovina je predvsem kritična disciplina, ne, in pogledati zdaj korak za korakom, ne, če bi se jaz ne vem kako intenzivno z maršalom Titom ukvarjal, bi preveril pač vsak argument, ne. Torej, poglejte, mi vemo, da kdo je poznal maršala Tita, ko še ni bil maršal prej, ne, recimo Miroslav Krleža bi bil zanesljiva priča, ne, ker ga je poznal v času tega bombaškega procesa. Potem oče Vladimirja Bakariča, ne, to je malo znano, da je Tito je bil dvakrat obsojen, ne, in prvič mu je sodil oče Vladimirja Bakariča, ne, to je tam, ko je bil, mislim, da v Primorju, ne, in on bi moral vedeti resnico, ne, v tem smislu, ne, pa pri Bakariču ni videti, da bi kakorkoli recimo kaj poskušal na ta način, res pa je, da ni hotel nikoli Bakarič v Beograd, je bil pač v Zagrebu, ne, ne, in glejte, ne, treba je zdaj poiskati pričevanja predvsem tistih ljudi, ne, ki so poznali tam nekje poprej, ne, in potem, ne, zdaj, če se pa govori, da je bil zamenjan, ne, kar je Partljič napisal, da to vidi za 10 let resta, ne, kot smo gledali tudi v filmu, ne, potem pa naj se pove, daj se postavi neka hipoteza, kdaj, kdo je to napravil, in potem pa lahko tudi kritična zgodovina te stvari pač preveri, ne, zdaj, dokler so pa neke take parcialne podatki, ne, mi vendarle moramo vedeti, ne, zdaj, recimo, ne, teorija o poljskem grofu. Zakaj v Titovem govoru, ker on je veliko govoril na pamet, ni tiste tendence, ki je v poljščini pač jasna, ne, torej poljščina ima na predzadnjem zlogu torej na glas, ne, in mislite, da bi res pri vseh besedah to bilo mogoče zatajiti. Potem recimo značilnosti
Ja, zdaj tukaj bi bilo rusko akanje, ne? Torej bi moralo biti praktično vse povsod, ne? Mislim, povsod. Ne? In vidimo, da tukaj zlasti pri lingvistiki bi imela ta teza hude težave, ne? Ker torej maršal Tito je govoril na pamet. Spomnimo se tistega znamenitega splitskega govora, ki so posnetki, spomnimo se recimo drugih govorov, pa je tam, ko je otvarjal Zlatoličje, ne, je še nekaj slovensko poskušal govoriti, ne, zdaj poljski grof, ruski, Churchillov sin, ali kaj? Habsburški. Ja, pa habsburški. Ja, veste, čeprav Franc Jožef je znal nekaj stavkov slovensko, toliko, da se je lahko pogovarjal, in 1882 leta, ne, na Primorskem je ljudi vzpodbujal, da so ga nagovarjali v slovenščini, ker ga niso še. 83 leta je na Štajerskem bil že deležen slovenskih ogovorov županov, ne, in potem 83 leta v Ljubljani, ne. Skratka, tukaj, torej, habsburški vladarji so morali znati vsaj nekaj to vsakdanjo komunikacijo, kako ste kaj, ali pa kje ste služili armado za moške, ne. Torej, to so znali, ne. Dobro, doktorica Zupanič Slava, zdaj takole, ne, zdaj je šla knjiga Igorja Omerze Temna stran dela, v kateri lahko preberemo, da so se tuji novinarji zanimali predvsem v tistem času, leta 1980, za pravi datum Titove smrti, ne, in bila je neka teza, ne, da je mogoče bil pravi datum nek 19. februar 1880, to se pravi veliko prej, par mesecev prej, kolikor takrat je bilo objavljeno 4. maj, ne, zdaj, kaj je zdaj s tem? Kdaj je zares umrl? Obstajajo tu kakšni podatki? Tudi tukaj vam ne morem odgovoriti Ja. S točnim podatkom. Jaz sem bila takrat študentka medicine in vam lahko povem, da je bil klinični center in okolica je bila polna možakarjev v belih haljah, ki so na vsakem koraku pregledovali tvojo torbo, te ustavili, a ne. Skratka, to je bilo čisto zelo, zelo posebno obdobje, ko se je dejansko marsikaj dogajalo, ne. Zdaj, če bi vi poiskali še prav zdravnike, ki so recimo pri njegovem zdravljenju sodelovali, bi mogoče vam lahko ti dejanski podatek povedali, vkolikor bi ga smeli. Jaz mislim, da so bili vsi zapriseženi k molku. In to, da je dejansko bil na aparaturah, to smo mi dostikrat slišali, a ne, koliko časa, a je to bil 19. februar, ali je to bil kakšen drug datum, a ne, ko bi naj dejansko umrl, tega vam zanesljivo se ne morem povedati, a ne, ampak to so še vedno so to, vidi se, zelo občutljivi podatki, a ne, o katerih se ne piše, za katere tudi vem, da so recimo že iskali te naše zdravnike, da bi pričevali, in da je vsak odklonil sodelovanje, tako da jaz mislim, da so bili zapriseženi k molku, ne. In tudi recimo vemo, da je tudi recimo njegova družina Broz je kasneje prepovedala identifikacijo, iz Kumrovca so prepovedali identifikacijo, tudi vemo, da je bilo pač prepovedano recimo dvomiti v njegovo identiteto, a ne, to recimo prej sem že nekaj primerov povedala, ampak jih imam še malo morje, tako da jih povem, no. Potem recimo nadalje kaže, da je to resnica. Ker leta 1981 je bil hud škandal zaradi prepovedi knjige pesmi Vunena vremena, ki jo je napisal Gojko Džogo, in tudi tu so nekako prepoznali norčevanje na račun Tita in so knjigo kompletno uničili, ne. Potem je bilo veliko teh nekih političnih vicev, ki tudi niso izpadli potem več tako vici, a ne. In najbolj slaven je bil ta, ki je z ene partizanske pesmi Druže Tito, ljubičice bela, tebe voli o mladina cela, ne? In ta vic ima v Jugoslaviji, torej, kot da on ima največjo ljubičico, to je bilo v času, ko se je on zelo zredil,
Že po jeseni 44 se je začel zelo rediti in je potem bil pač res korpulenten gospod, a ne. No, in ta vic je potem, zaradi tega je bila aretirana, zaradi te pesmi, in poslana na Goli otok mlada novinarka Ženi Lebl. To je bila srbska Židinja in knjiga njenih strašljivih spominov, ki je bila potem napisana v Izraelu, je Ljubičica Bela. A ne? Je bilo že to dovolj, recimo, da si lahko bil hudo kaznovan. Potem recimo, pač mi, ki smo nekako z tega belega okolja, ne, mi poznamo primer Tito pa Jovanka sta pač vedno se pustila pripeljati čisto do končne točke in tam izstopila, ker sta pač po moje tudi težko hodila, ne, pri svoji teži. In recimo v kliničnem centru je ta ploščad dostopa, a ne, je malček klanca, ne, mal je klanca in so take pravzaprav nizke stopnice, niso visoke, a ne, ampak oni so uporabljali te limuzine na 3 vrste, a ne, no, in je tam, ko so jo peljali v klinični center, je limuzina nasedla, a ne, in to je bilo strogo prepovedano potem pripovedovati. In so potem tudi takoj morali še spremeniti to ploščad, a ne. Tako da recimo se kaže, da je bil pač strog nadzor nad vsemi podatki, ki bi lahko govorili drugače. Tako da se spomnim enega zapisa, da bi naj bila nosova Josipa Broza in Tita zelo različna, a ne. In da naj bi tudi to recimo kazalo na razlike. Zdaj, jaz ne vem, če je mogoče kdo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ker praktično vsi zdravniki, ki so bili člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademiki, po drugi svetovni vojni so bili Titovi zdravniki, a ne. Mogoče so tam tudi kakšni zapisi, mogoče je bilo tam tudi dobro kaj vprašati, jaz tega ne bi vedela, a ne. Ampak skratka, vse tisto, kar nekako v javnosti smo sledili, je bilo, zelo je bila nadzorovana njegova identiteta, ne. Ker recimo, če bi mi naredili ta dokaz, torej vzeli njegov DNK in ga primerjali z DNK njegovih predhodnikov, ne njegovih potomcev, a ne, iz Kumrovca in potrdili to identiteto. Ali pa ne potrdili. No, se pravi, bi za vse bilo to, a ne, bi bilo konec recimo teh špekulacij, ne. Lahko pa tudi, da so to naredili in ta podatek skrbno zaklenili. A ne, tega mi ne vemo. Doktor Grdina, kaj bi se zgodilo, če bi dejansko se izkazalo, da ta Joško iz Kumrovca ni bil maršal Tito? Nič. Samo nekaj več bi vedeli, ne? Ampak zgodovina interpretacije zgodovine bi se težko, da bi bile kaj seveda drugačne. Ne samo, da se malce še vrnem, ne, k naštevanju teh težav različnih avtorjev, ne. Torej, Gojko Đogo ni podvomov v neko identiteto Tita, ne, in še enih par primerov je, da pravzaprav je šlo za kritiko, ja, ali prikrito politično kritiko Tita, ker odkrita ni bila mogoča, ne, za mejami Jugoslavije, ne. Skratka, tukaj je spet treba iti res od primera do primera, pa pogledati, kakšen interes je imela tudi kakšna priča, kaj povedati, ne. Ampak glejte, Tito je tak ali tak je skrivnosten, recimo, ne, to špansko poglavje v njegovi biografiji. Veliko je teh list, ki ne vemo, kaj je bilo. Ja, torej, danes smo že kar prepričani, da je bil v Španiji, ne, torej, in da je bil pač sodeloval v obračunih z tistimi nestalinističnimi marksisti, ne, torej z eno majhno stranko pravzaprav,
ki je bila zatrta tam leta 37, ne. Zdaj, ko uradna biografija pa govori o tem, da je bil vedno v Parizu, ne. Zdaj, vprašanje je, ne, tudi to poglavje maršal Tito pa Prežihov Voranc, ne. Torej, to je precej napeto poglavje, ne, ke se sprašujejo, kaj je pravzaprav, kako je z njima bilo, ne, ampak ona sta se vendarle poznala pred letom 37, ne. In zdaj, da bi recimo Voranc bil zaradi tega potem v drugi svetovni vojni v nemilosti, to je težko zagovarjati, ne, torej zaradi nekih identitetnih vprašanj. Je preprosto drugo vprašanje je, ker se je Tito pač odločil v tistem momentu, ko je se bojeval za to, da bo prvi v jugoslovanski partiji, da ne bo nikogar iz starejših vodstvenih struktur, ker torej ta človek je poznal strukturo Kominterne, in seveda, če bi bil nekdo iz starejših struktur, bi imel svoje linije do vrha, ne. Tega maršal Tito ni hotel, ampak glejte, se to je tudi pri neki normalni organizaciji je kar pravilo, zlasti ne v Ameriki, se z novo administracijo se pravzaprav vsi zamenjajo, ne. Pa sami mladi pridejo, ki ne vedo nič, ne. Ja, ali pa glejte, ko je George W. Bush prišel na oblast, so prišli tisti, ki so bili v Reaganovi administraciji, tam v drugi ali tretji vrsti. Nekaj so znali, ne, to, glejte, ne, tako da zdaj vse, kar je bilo kritično o maršalu Titu, ali pa Josipu Brozu prej, ne moremo torej stisniti v identitetno vprašanje. No, ampak recimo, ko omenjate te sive lise za določene dele življenjepisa, o katerih ne vemo nič, mislim, da ta življenjepis zelo spominja na vietnamskega Ho Chi Mina, kajti seveda tam ga kličejo striček, to je še vedno komunistična država, tudi on je bil v Franciji, v Ameriki, je bil natakar, je delal na ladji, je imel ogromno poklicev, to zelo spominja na Tita, še posebej na ta del življenjepisa o njegovih ženskah, ljubicah, materah njegovih otrok, za katere tudi ne vemo, so, niso. Kako lahko gledamo? Je bil to nek trend teh voditeljev Kominterne in komunistov, da so potovali po svetu, spreminjali identitete, bili enkrat to, enkrat ono, bili v vseh možnih državah in kdo je v bistvu to podpiral, ne? Ker konec koncev tudi Lenin je živel v Zürichu, ne? To malo kdo ve in tam ima še vedno 3 bančne račune in nihče ne more po denar. Kdo je v bistvu spodbujal, financiral to kroženje teh nekih kvazi junakov, ki so potem prerastli v mit, da so lahko hodili po vsej Evropi, nihče jim ni nič naredil, na bombaškem procesu je rekel, da ne prizna tega sodišča, je imel te žene, Ho Chi Minh z njime tako. Torej, kaj se je dogajalo? Glejte, Ho Chi Minh je najprej poskušal po drugi poti. Torej, on je poskušal priti leta 1919 do predsednika Wilsona, ne? Torej, da bi Vietnam se pač bil deležen tudi sadov sklepanja miru po prvi svetovni vojni. Wilson mu ni niti odgovoril, ne. Torej, vprašanje je, če je predsednik Wilson to vedel, da je nekdo tam zaprosil iz Vietnama, ki je bila pač francoska kolonija, ne. Recimo Slovence je sprejel 2-krat, ne. Torej, to je, ker se vidi nek drugačen odnos. Zdaj pa, ko ste omenili te potujoče emisarje Kominterne, Kominterna je bila razumljena kot svetovna stranka proletariata, ne. In zdaj v takem primeru je kar logično, da so ljudje potovali. Poglejte, Voranca pa vemo precej dobro, pa je bil na Norveškem, pa v Romuniji, borba na tujih tleh je vse pravzaprav, vsaj
dežele, v katerih je bil, je popisal. Ne? In zdaj, nekdo, ki je bil v tej mašineriji, ne, je tudi, torej maršal Tito, bodoči, je tudi seveda potoval, videl svet in ja, nekaj od tega odnesel, navsezadnje, to so bili, pustimo zdaj etično plat, ampak inteligentni ljudje, ki se pač niso, ki so se nekoč pač odločili, da je to nekaj pozitivnega. Ampak vprašanje je, ali je Tito lahko del neke zahodne zarote. Ne? Sej konec koncev, če bi bil crveni Habsburg, ne, kot piše eden od avtorjev, ali pa da je Churchillov sin, se to bi kazalo v to, da je on del neke zahodne zarote. Ja, pa leto 1948 še pa bolj, ne? Torej, ne? Ja, ne? Torej, ki je postal pač dejansko utelešenje te Kenanove teorije, ne? Torej, težav vsakega imperija, ne? Ker imperiji imajo to težavo, ali skoncentrirajo najboljše glave v centru, ampak potem je periferija neoptimalna, ne? Ali pa pošljejo najboljše glave seveda na periferijo, samo tam pa te najboljše glave začnejo razmišljati seveda po svoje, zakaj ne bi pa mi bili vsaj majhen center, ne? In zdaj, ko so se Američani pač tam leta 46-47 odločili, da bojo Kenanu prisluhnili, ne? Torej, ker predpostavka je, da je komunizem nevzdržen, ekonomsko nevzdržen in da je treba pač samo zadrževati njegovo širjenje, ker nekoč se bo sesul sam od sebe, ne? Torej, ker ne gre, ne? To je pač ena od teorij, ne? In zdaj en del te teorije je seveda bil ta, da je treba vzpodbujati te periferne komuniste v tem sovjetskem taboru, da grejo na svoje. Ne? In zdaj Tito je to dobesedno uresničil. Ne? Torej, zato pa je bil deležen potem tolikšne podpore, ne samo Trumanove administracije, katere del je bil tudi George F. Kennan, ampak tudi potem Eisenhowerjeve administracije, ki je druga stranka, druge predpostavke, ampak ta temeljna stvar je pa seveda ostala. Ne, ja, to bi seveda govorilo za to, da je da bi bil, kdo je zdaj ta šef de la conspiration tukaj, ne? Mislim, ali pa je vendarle to, ker, mislim, ta spor je malce težko logično pojasnljiv, zakaj je do tega prišlo, ne? Ali je zaradi tega, ker se je Stalin odločil počistiti, ali je iz Stalinovega strahu pred atomsko vojno, ker to je vendarle takrat Sovjetska zveza je šele na poti, da ima atomsko orožje, Jugoslavija pa pomaga grškim partizanom, Grčija je pa že od 44. leta v zahodni sferi, ne? Ali se mogoče Moskva boji, da bi, ker kdo bo pa Stalinu verjel, da leta 47 Tito ne z njegovim privoljenjem tam kaj v Grčiji torej pomaga komunističnim partizanom. Ne? Takrat pride Trumanova doktrina, ne? Da bojo pač branili svobodo narodov, Američani, predvsem tistih, ne, ki se upirajo komunizmu. Ne? Takšna je pač teorija. Glejte, ne? In zdaj v takšni konstelaciji je pa ta spor Tito Stalin čisto logično pojasnljiv. Ne? Torej, pa tudi neuvrščeni, ne nazadnje. Vse, kar se je potem dogajalo. Ja, glejte, do pogreba. Glejte, tudi neuvrščeni so logični, zakaj so v Sovjetski zvezi recimo bili naklonjeni temu in zakaj so v Washingtonu bili naklonjeni. Ja, zato, da tretji Beijing, ne, torej Peking, kot se je reklo takrat, ne bi tukaj organiziral, ali pa seveda mogoče tudi New Delhi, ne. Torej, Indija ali Kitajska bi bile vsekakor nek močnejši voditelj
tretjega ne bloka, ki je pa po blokovski logiki seveda blok bil, ne, in zdaj seveda Jugoslavija je bila pa, če so jo oni pač podpirali, vsaj potihem, da vodi te države, je to ustrezalo bojem, zaradi tega, ker tam 55. leta je kazalo, da bo tukaj Kitajska imela glavno vlogo. Res je, takrat še zgledalo, da je to podaljšek Sovjetske zveze, ampak potem se je kmalu, v Hruščovovi epohi se izkaže, da je Kitajska nekaj drugega kot Sovjetska zveza, ne, ker se takrat je Mao Tse-tung Edvardu Kardelju rekel, ne, da zakaj se upirajo poudarjanju vodilne vloge Sovjetske zveze v antiimperialistično taboru, 10 Kitajci tega tudi ne priznavajo, ampak se ne kregajo, ne. Pa potem mu je še povedal, ne, da kitajski komunisti menijo, da je najboljše individualno vodstvo, da je pa dobro tudi kolektivno, ker mi na Kitajskem imamo pregovor, 3 bedaki naredijo Modrijana. Ne? Še danes imajo kolektivno. Ampak doktorica Zupanič Slavec, poglejmo zdaj takole. Ne? Recimo, veliko je bilo tudi ugibanj ob pogrebu samem. Recimo, če je bil dan smrti pač ta 4. maj 80. Zdaj tako pravijo, ne, tako lahko beremo, da je takrat Tito poklical enkrat v tem času, preden je umrl, k sebi duhovnika, katoliškega, to je bil nek Franček Križnik, in menda, da se je izpovedal, da je bil Tito pravzaprav katoličan, da seveda potem tudi ni kremiran, menda, da je imel celo pripombo na kremiranje Kardelja, da je rekel, da to pa ni bilo v redu, ne. In zdaj me seveda zanima, no, mimogrede ne povem, da sem prebrala, da je ta duhovnik Franček Križnik potem nekaj dni, če ne teden, 14 dni zatem umrl v nesrečnih, neznanih okoliščinah, menda v prometni nesreči. Skratka, če obstajajo ostanki kosti, da tako rečem, ne, bi iz tega, ki so menda v tem grobu v Beogradu, bi iz tega lahko karkoli sklepali. Bolj kot pa mogoče iz nekih drugih bioloških ostankov. Tudi ti ostanki so pravzaprav biološki, a ne? Ja. Ker kost je biološka človeku, a ne? Mi danes vemo, da z moderno genetiko, molekularna biologija, a ne, da so minimalne količine kostnine, zoba, zobne pulpe, a ne, zadoščajo za ekstrakcijo DNK, potem imamo pa to polimerazno verižno reakcijo, ki to zelo lahko pomnoži. Imamo s tem lahko veliko količino vzorca, tako da seveda iz teh kosti bi se še vedno dalo pridobiti vzorce, a ne. Zdaj, recimo, mi vemo, da smo, faraone so identificirali, a ne. Ecija, 5300 let, ali koliko pravijo, da je bil star, ne, pa se je recimo dalo izločiti ostanke genetske substance, ne. Tako da to seveda je možno, ne. To, da pa recimo je, če se malo k tej duhovni plati obrnem, jaz mislim, da to pa lahko z medicine recimo povemo, vsaka bolnišnica, zdaj pri nas recimo je to bilo pač po 2. svetovni vojni prepovedano, prej so bile, Klinični center v Ljubljani je imel cerkev Svetega križa, ki je bila na mestu, kjer je onkologija, ta nova stavba ob Ljubljanici, a ne. In so bili vsakdanje delo tega osebja, seveda obredi, ki so pomagali ljudem premagovati težo bolezni, strahu, a ne, in tudi se je bila tudi vera množično razširjena, ne, tako da tudi torej od 90. let naprej imamo ponovno v vseh slovenskih bolnišnicah bolniške kapele in zelo živo pastoralno življenje. Tako da potreba po duhovni neki hrani, po spovedi, po odlaganju nekih bremen, ki ti jih pač lahko življenje naloži,
je nekaj, kar zelo dobro poznamo in vemo, da celostna oskrba bolnika pravzaprav je tudi tista, ki ima poleg fizične, psihične, tudi duševne, tudi Pa ste vi duhovno. slišali to, vam je znana ta zgodba, da ne bi ta duhovnik Franček Križnik bil pri Titu? Ja, slišala sem, da bi se naj Tito spovedal, to sem slišala, ker mi je to nekdo od osebja povedal, a ne? Nisem pa vedela, da bi naj umrl. Tega pa nisem, to sem zdaj prvič slišala, tako da jaz se ne čudim temu, da ima človek to notranjo potrebo, da pravzaprav je nekako sprijaznjen sam s sabo, da poravna neke svoje dolgove, ker recimo mi tudi vidimo, velikokrat ste že verjetno slišali, da nekateri ne morejo umreti in da čakajo nekoga. Da sem nekdo z Amerike prišel, da bo prišel, ne vem, nekdo, s komer je recimo skregan desetletja. A ne? In potem recimo, ko pač si v oči pogledajo in si neke besede oproščanja recimo povedo in nekaj podobnega, da potem pa recimo lahko v miru zaspijo. A ne? Tako da ta duhovna plat mene tudi takrat ni presenetila. A ne? Tudi konec koncev nekdo, ki se je rodil 1892. leta, se točno ve, da je pač živel tukaj, a ne? V katoliškem svetu in da je gotovo, če bi šli pogledati njegove dokumente, bil deležen tudi teh osnovnih cerkvenih obredov. In da tudi recimo ta njegova potreba, da se spove, zdaj mogoče ima tudi maziljenje, tega ne vem, a ne, je imel mašniško maziljenje ali ne, je v duhu, bom rekla, človeka, ki pač živi v tem nekem prostoru in času in čuti to tradicijo, ki postane del človeka, a ne, da tudi se ji ne izneveri in da s tem tudi se mogoče lažje poslovi, še posebej, če je njegova duša obremenjena s številnimi lahko rečemo tudi grozodejstvi. Grozodejstvi, ja, doktor Grdina. Samo en moment, ne, torej Franček Križnik ni kar nekdo, ne, on je znan v recimo okrogu Pahorjevega zaliva, pa se mi zdi seveda nenavadno, da bi takšnega duhovnika, ki je bil zelo kritičen do razmer v Jugoslaviji, ne, da je drugače iz Šmarja, pri Jelšah doma, torej to je znana intelektualna osebnost v katoliškem slovenskem svetu. Ne, skratka, zakaj bi ravno takšnega duhovnika, ne, če za Borisa Pahorja pa vemo, da so mu takrat, ko je veljala zahodna jugoslovanska meja za najbolj odprto, prepovedali vstop, ne, in tajna policija oziroma politična policija je seveda točno vedela, kdo je Franček Križnik in kakšne ideje so mu blizu. Dobro, res je, da je duhovnik, res je, da to o tem nobeden ne bi mogel izvedeti, ker je to pač spovedna molčečnost, ne, če bi tudi do tega prišlo. No, skratka, tudi tu je precej nenavadnega. Je pa res, da je umrl v prometni nesreči nekje takrat in seveda je bil zdaj, če si je nekdo zgodbe recimo zamislil, je bil pripravljen za to, ko bo, ja, duhovnik je bil, ja, kater pa, ja, nekdo, ki ne more reči, ne, nisem bil, ne, ker to bi pa lahko povedal, ne, takrat, ko bi se razširile govorice. Gotovo nekoga od živih duhovnikov potem ne bi mogli, pa bi lahko tudi preverili, a je bil tistega dne v Ljubljani, ali je bil, ne, in tako dalje in tako naprej, ne. Skratka, tukaj je pa glejte, zdaj, če vas vprašam, ne, recimo prav v zvezi s to smrtjo, ne, dobro, zdaj so pač nekemu kipu, je pač nek gospod odrezal glavo, ne, ampak konec koncev, če gremo mi na Titov grob danes v Beograd, zdaj vizavi teh grehov, ki jih je seveda imel, saj je ubil milijon ljudi, ne, takoj po vojni 15,000 Slovencev, pa več drugih, ki so se vračali, to so bili komunistični zločini, konec koncev na Golem otoku, človek je bil obremenjen, njegova duša, če tako rečem, je bila obremenjena, ne, ampak to je bilo vse v imenu komunizma, boljševizma. Zdaj vprašanje je, zakaj na njegovem grobu ni rdeče zvezde? Ne vem.
A se kdo sploh vpraša? Ne vem, zakaj ni Rdeče zvezde. Glejte, to o tem bi moral pa recimo maršal Tito izraziti posledno voljo, ki bi jo gotovo spoštovali takrat, ne. Torej, zdelo se jim je primerno pač napraviti drugače, ali pa je tudi bilo to v skladu z njegovo voljo, ne. Tega res ne moramo vedeti, ne. Zdaj, ja, moramo pa upoštevati seveda nekaj, ne, da v poznih letih Jugoslavije se je vendarle že postavljalo počasi vprašanje, kaj je tisti glavni kohezivni element te federacije. Ali je to komunizem, ki je takrat že bil zelo v entropiji, ne, to so vendarle ta pozna leta komunizma v Evropi, ali pa je to Jugoslavija, ne, da so morda pač računali, da bo pač potem Tito kot osebnost, ki je obnovila Jugoslavijo, ki je med drugo svetovno vojno bila v strašni krizi, ne. Zdaj, rekli ste milijon žrtev, ne, seveda Tito gotovo ni za vseh teh milijon, ne, torej demografska izguba Jugoslavije je bila 1.700.000, mrtvih je torej okrog milijon, ne, tukaj so tudi poboji, seveda, zdaj, vemo, kaj je bilo v Bosni in Hercegovini se dogajalo, kaj v nekaterih predelih Hrvaške, te množične smrti in tako dalje. Torej, bila tudi popolnoma napačna številka, ne, torej izguba Slovenije v drugi svetovni vojni je približno 100.000 ljudi, ne, torej mrtvih, ne. Zdaj, če pogledamo, ne, torej 1,5 milijona recimo Slovencev takrat, pa pogledamo Norvežane, ne, ki jih je bilo takrat 2-krat več, pa imajo niti 15.000 žrtev, ne. Mislim, to je tudi se vodila popolnoma drugačna vojna, in zdaj strateški pomen Norveške, ne, poglejte, tam so Nemci imeli 400.000 vojakov samo zato, da so obvladovali teren, pri nas jih nikoli toliko seveda nismo imeli, ne, ali pa recimo, če primerjate Češko in tako dalje, ne. Zdaj, bomo rekli, zato, ker so vodili točno takšno vojno, se jo ni samo maršal Tito vodil, tukaj je bilo v teh enačbah grozovito veliko število ljudi, torej voditeljev, ki se niso vprašali o življenju navadnih smrtnikov, ne, in so potem pač samo tistemu ideološkemu cilju, ne, torej, če Pavelića pogledate, ko so se Nemci zgrozili ob tem, kaj se je delalo v neodvisni državi Hrvaški in tako dalje, ne. Zdaj, tu odpiramo pravzaprav Pandorino skrinjico, res pa je, to pa imate prav, torej, dva najbolj krvava meseca slovenske zgodovine, to sta maj in junij 1945, nikoli ni bilo v tako kratkem času toliko smrti. In tudi Tito ni brez krivde, ne, ne, poglejte, sej v Mačkovih spominih celo lahko preberete, kdaj je bil ta recimo ukaz izdan, namreč predno je Ivan Maček Matija čisto na koncu spominov je bil, torej predno je prišel v Slovenijo in potem šel takoj v Trst, tam pravi, ne, da je bil en sestanek po paradi in so pri maršalu Tito in tam, da je bila določena politika v Primorju in v Sloveniji, ne. Torej, dokler ne najdemo, glejte, je pa tudi tako, ne, vsej v tistem času so se vsi zavedali, da pisni viri obremenjujejo, ne, in z takim pobojem se
nobeden ni ponašal. Ne. Glejte, francosko revolucijo, tam so napravili giljotino. Ne. Torej, in so Dobar, pa spektakel je bil. Ne. Zdaj, da ne Recimo takšnega spektakla tukaj ni bilo. Da ne bi relativizirali te Titove krivde, ampak pojdimo zdaj nazaj na vprašanje, kdo je bil Josip Broz Tito. Zdaj, vprašanje, ki se tu poraja, doktor Grdina, je to, kaj bi lahko o njem povedala po njegovi smrti Jovanka, ki so ji pa takoj vzeli praktično vse. Česa so se bali, česa se je partijsko vodstvo balo? Kolikokrat je Jovanka Broz lahko obiskala njega, je tudi vprašanje. Ne vemo, da so bile takrat njuni odnosi pač hladni, ne, oziroma zamrznjeni. Ne. Potem, kaj bi lahko ona recimo o identiteti Tita povedala, ne, ker ga je pač poznala samo po drugi svetovni vojni, ko naj bi bil že to drugi, tretji, četrti ali bog ve kolikšni Tito že. Ne, skratka, tukaj je vrsta problemov in se poraja spet vrsta vprašanj in če hočemo ostati vsaj malce na recimo temeljih znanstvene kritike, potem rabimo za reševanje vsakega takšnega vprašanja res precej časa, ne, ki ga verjetno zdaj tukaj le nimamo. Ne. In zdaj, kaj bi lahko Jovanka povedala? Je pa zanimivo, da so takoj, ko je Tito umrl, da so jo vse pobrali, ne? Nekako so jo utihnili. Ne? Ja, ampak glejte, na Kitajskem, ko je Mao umrl, ne, je bil tudi obračun med bando četverice in ostalim vodstvom. Ne. Glejte, lahko je tudi, da so se preprosto bali tega potenciala, ne, ob Titovem kultu, čaščenju, ne, in pomenu za recimo enotnost Jugoslavije takrat še, da bi ona to lahko izkoristila. Lahko je to čisto političen razlog, ne. Vsekakor pa ni bilo lepo, kar so napravili, ne. Torej, pač je največ bilo, da so jo pripustili na pogreb pravzaprav, ne. Ja. Potem pa... Dobro, doktorica Zupanič Slavec, tu ste prinesli 2 knjigi, ki nam lahko seveda osvetlita en del je tudi vašega dela, to je pri iskanju teh povezav, družinskih vezi celjskih grofov oziroma knezov. Kako potekajo te analize? Zakaj recimo to iskanje Romanov, družine Romanov, pa potem celjskih, tako pomembno tudi za vse naše slovenske zgodbe, tudi to o Titu in ali bomo nekega dne konec koncev izvedeli in ne bo takega vreščanja, da tako rečem, in takih divjih reakcij, če bo kakšen Titov kip kje odstranjen. Jaz mislim, da vsa ta zgodovina identifikacij pač kaže na to, da ima človeštvo globok odnos do nekih velikih osebnosti. Pa kakršnekoli že so povezane s politiko, so povezane z znanostjo, so povezane neko kulturo, v najširšem pomenu besede, in da človeštvo vedno znova išče resnico. In želi imeti to resnico. In mislim, da je to ena silno pomembna civilizacijska norma, da pravzaprav ti vzgajaš za humanistične vrednote, kjer je tudi gotovo vrhunec tega ena resnica, znanstvena resnica, dejanska resnica, da stvari niso ovite samo v mite, v legende, v številne dvome, kot je bilo recimo v primeru ruske carske družine, romanov, kjer pač je bilo zamolčevanje Sovjetske zveze, potem ko so jih julija 1918 pobili. In je pravzaprav ruski narod je bil prikrajšan za dejanski konec in so se potem recimo vse mogoče tudi urbane legende porajale, kot je recimo bilo o tem, da je pač ena izmed caric, torej hčera Anastazija, da je živa, Film je bil posnet. In tako naprej. Tako da to, da recimo je pač odkritje
nespornega pokazatelja resnice, torej dezoksiribonukleinske kisline, genetske kode, a ne? Tisto, ki daje odgovor, je torej pomembno. Torej, ko so izkopali v 90-ih letih prvi grob, kjer jih je bilo 9 pokopanih, a ne? Te sta pa še 2 manjkala, ker 5 jih je bilo družinskih članov, 5 otrok, a ne? Car, carica, pa še 4 njihovi najbližji ljudje, ki so pač z njimi živeli. So na način, torej so glede na to, da je bila takrat ta identifikacijska metoda prvič odkrita, je dr. Peter Gill, angleški znameniti genetik, je naredil to genetsko študijo, kjer je najprej šel po ženski liniji, to je preko mitohondrijske DNK, ki se po ženski liniji deduje in je tudi veliko več kot pa jedrne DNK, jedrne je samo ena, mitohondrijske je pa veliko, so naredili to prvo primerjavo, ker je bila torej carica Aleksandra je bila vnukinja angleške kraljice Viktorije, a ne? In so vzeli vzorec pri angleškem princu, sedanjem, a ne, še vedno, kralju, Charlesu. Seveda Charlesu, a ne? In je bila identiteta potrjena. A ne? In s tem tudi potrjena identiteta vseh njenih hčera, a ne? To je ženska linija, ne? No, potem so pa, to so pa kasneje, 2007 so odkrili potem še en grob, kjer pa je bil carjevič Nikolaj pokopan, pa njegova sestrica Marija, a ne? No, in potem Aleksij je bil. Aleksij, no, pardon, ja. In so potem še pač to Romanovo linijo so potrdili, a ne? Skratka, to, da recimo je ruski narod dobil po tolikem času odgovor, kje je njihova torej, carska družina, a ne? Da so jih lahko pokopali, tudi so bili za mučenike razglašeni, a ne? Kjer je tudi seveda njihova pravoslavna cerkev bila zelo vpletena. To je bil en velik odgovor, ki je bil za narod velikega pomena, ker to pač je, torej, gre za identiteto naroda, ne? Neki pomembni, torej kraljevske družine so vedno predstavljale silno pomembno bom rekla, osebnosti, a ne, za katere se je želelo vedeti, kdo so, a ne. In recimo tudi za slovenski narod pač ta najbolj znamenita plemiška družina srednjega veka, celjskih grofov, pravzaprav tudi predstavlja nek temelj nekega našega zavedanja, da pač je tudi slovenski narod imel ene klene, močne plemiče, ki so tudi posegli v pomembno evropsko politiko, ampak pač nesrečno izumrli. Z Sigismundom Luksemburškim je bila poročena tako Barbara Celjska. Ja, mi smo v sorodu z Windsorskim dvorom. Tako. Zato sem tudi jaz recimo potem naredila na koncu to rodoslovno primerjavo, kjer recimo se vidi, da skozi vse te generacije, da naj bi bila ženska linija neprekinjena, a ne? In sem jaz tudi takrat pravzaprav prosila v Lübeck, kjer bi naj bili ti živeči potomci, če bi bili pripravljeni recimo sodelovati v genetski študiji, ampak sem večkrat poskušala, pa pač nisem uspela z njimi vzpostaviti stika, ker pač običajno ljudje tega nočejo. Tudi recimo kopica, recimo tudi kjerkoli se politika potem dotika recimo sodne medicine ali pa forenzike, da tako rečem, forenzičnih preiskav, se strašno izmikajo, si vse mogoče neke zakone izmišljajo, a ne, zato ker recimo ravno genetske analize so tiste, ki pa lahko pridejo stvarem do dna. A ne, tako da recimo tudi mi vemo, recimo, koliko je bilo množičnih grobišč pri nas, koliko je bilo že identifikacij recimo iz teh množičnih grobov pri nas narejenih. V Srebrenici so recimo od 8,000 žrtev so jih približno 7,000 identificirali, čeprav so tukaj recimo poskušali tudi prikriti te sledove, tako da so prekopavali te grobove, da so ponekod, mislim, pač poskušali so vse mogoče načine, da bi to onemogočili te študije. Torej tudi z vidika sprave, ja, da vam dam to pod vprašanje, bi lahko pravzaprav ta genska analiza, to bilo seveda zelo veliko dela, ne, ampak vendarle bi lahko na nek način odkrili, kdo je vse v teh jamah.
Ja, jaz mislim, da se številni ljudje povejo, ki pač imajo te pobite svoje sorodnike, koliko jim je pomenilo to, da so bili recimo identificirani, da so oni potem v družinskem krogu ali v krogu malo širšem, a ne, krajevno tudi, te ljudi pokopali in jim postavili grob, to, kar recimo tudi zdaj vidimo, kako čakamo, da bi te žrtve vendarle dobile svoj grob, da bi dobila svoja imena, da bi njihova identiteta bila pri tem tudi vrnjena, a ne? Medtem ko recimo v primeru Josipa Broza Tita, jaz mislim, da če bi bila pač neka skupna želja, a ne, bi se seveda lahko tudi iz tih posmrtnih ostankov, ki so na Dedinju, bi se seveda lahko še vedno naredilo z živečimi torej brozi iz Kumrovca identifikacijsko študijo, ampak to je bilo prepovedano. Torej brozi so to prepovedali, a ne? Pa kot sem to povedala, da recimo je bilo pač nepisano pravilo, da se pač ne sme dotikati tega. Tako da danes je genetska identifikacija je tako močna metoda, da je tudi recimo to nevarno delo za vse, ki delajo recimo z te sodne ekspertize. In tako kot sem povedala, da tudi recimo se je mene nekdo poskušal lotevati z grožnjami, da sem mu skrunila lomanje grofov celjskih in da me bo ubil, a ne. Tako tudi recimo so kakšni znanstveniki, ki so se ukvarjali s sodnimi analizami in ekspertizami, genetskimi, so bili deležni smrti, a ne, in se jih pač poskuša tudi ščititi tako, da se pač ne ve točno, kdo je to delal. Ampak vi ste odkrili in dokazali to družinsko povezavo teh celjskih. Ja. Veste, kako pri celjskih je bilo pa tako. To je bila zgodnja analiza, ne, to je leta 1997 se je to začelo in jaz sem takrat dobila od celjskega opata gospoda Kolška dovoljenje, da sem lahko vzela diskretno čisto odzadaj na zatilju vzorce, ki bi naj bili dovolj veliki, da bi bili primerni za genetsko identifikacijo in sem potem zelo težko našla genetski laboratorij, ki v tistem času, ker recimo laboratorij doktorja Petra Gila, ki je Romanove identificiral, oni so takrat dali predračun 200,000 mark, a ne, za identifikacijo teh 18 vzorcev, a ne, lobanj, torej domnevnih grofov celjskih. Tako da sem potem, glavno sem mislila, da bom v Ameriki to uspela, ampak sem tam na par mestih poskušala pa kot akademsko študijo, a ne. Pa to ni uspelo in potem sem se pa uspela dogovoriti z rimskim laboratorijem La Sapienza, Univerze La Sapienza, in so takrat pač povedali, so zelo intenzivno to pregledovali in je bil v glavnem odgovor, da so ti vzorci preveč denaturirani, preveč kontaminirani in v bistvu suhi kot poper, ne? Ker torej to so bili 500 let stari posmrtni ostanki, a ne, med približno 1350 in 1450 so jih pokopavali v Celju. In potem pokopani so bili v Minoritskem samostanu in ta je gorel in potem 1811 leta, ko so rekonstruirali, so odprli to grobnico in so potem te lobanje, samo vrhen del brez spodnjih čeljusti, tako kot pač z roko, ko primeš, kar skupaj ostane, nekaj tukaj je čeljustni sklep in spodnja čeljust ne ostane ob lobanji, a ne. So jih najprej shranili v tej cerkvi, potem so jih pa sredi 50-ih let so jih prenesli v pokrajinski. Torej, kaj ste dokazali? Kaj ste odkrili? Torej, to, kar sem lahko dokazala, jaz sem potem uporabljala pač historiografske metode, potem rodoslovne metode, a ne, pregledala pač vso dokumentacijo, da sem recimo lahko predvidevala, kdo je tukaj pokopan. Potem lobanje so bile oštevilčene, pa se točno ni vedelo, kako recimo so te lobanje, kaj pomeni to oštevilčenje. Jaz sem tudi to razvozlala, da so bile pač, kronološko so šle te številke in da so bile moške lobanje, pa tudi otroci, potomci so bili posebej pokopavani, pa ženske lobanje posebej, a ne. In potem nadalje, potem sem pa uporabljala drugi del, epigenetsko determiniranje, kjer recimo so oblike in velikosti obnosnih votlin, predvsem sinusov. In kaj ste odkrili, če zdaj strneva? Ja, odkrila sem pač to podobnost, a ne, približno 30 takih delčkov se lahko gleda po lobanjah, da okvirne te družine,
družine, katera lobanja naj bi pripadala komu, od Friderika I. do Ulrika II. To so pač ti, ki so bili v tem času pokopavani. Tako da, pa seveda vse antropološke stvari, torej spol, približna starost ob smrti, potem neke posebnosti na teh lobanjah. Ena lobanja je imela zelo eno večjo patologijo tudi, recimo, potem kakšne te prehrambene stvari, ki so recimo... To se pravi, vse sodijo v to družino. Ali je bila kakšna zunanja, se je potaknila tja? Z veliko verjetnostjo, da vse sodijo. Dobro. Če lahko samo eno malenkost dodam, veste, v začetku 20. stoletja, ker so kakšne manjše lobanje, so kazali Celjani obiskovalcem, Ulrikovo torej lobanjo, ki je poškodovana, ker pač tisti atentat, Ulrik Celjski je bil prvi slovenski politik, ki je izgubil življenje, glavo v Beogradu. In potem je bila še takšna manjša, in so rekli, ta je tista od starega Ulrika, ona je pa od otroška Ulrikova. Skratka, kaj ta anekdota pove? Ta anekdota pove seveda, da ljudje imajo tukaj radi eksaktnost, natančnost, zanima jih. In poglejte, ko ste prej govorili o carski familiji, Stalinova mama je Stalina vprašala, a si imel ti kaj s tem, torej umorom carske familije? Je rekel, ne, da ni imel. In to se recimo celo potrjuje danes po vseh virih, sta tukaj Lenin in Sverdlov imela glavno besedo, Stalin o tem ni odločal. In gledajte, celo za takšnega človeka, kot je bil Stalin, seveda za njegovo mamo, ki je bila vzgojena pa še drugače, in ko je Stalina vprašala, mama, kaj si zdaj pravzaprav ti tam v Moskvi? Stalin pravi, mama, se spomniš carjev? Pravi, ja. Pa pravi, no vidiš, jaz sem nekaj podobnega. Ampak celo takšen mogočen človek, ki je delal kot zgodovinar, v zgodovinarskih krogih velja, da zmora zgodovinar nekaj, celo kar Bog ne more. Da spremeni stvari za nazaj. Sej to je takšna šala, ampak vendarle hočem povedati to, da se celo takim ljudem zdelo potrebno povedati, jaz pa pri tem konkretnem dejanju nisem imel prstov zraven. Povejte, gospod Zvonko. Jaz sem pa hotela še to dodati, da tudi ljudje si želijo predstavljati, kakšni so pa pravzaprav bili, kako so izgledali, kakšni so bili to njihovi obrazi, kako so bili veliki in tako naprej. No in ena metoda je obstajala v tistem času, ko sem jaz delala, še niso delali teh 3D stvari in teh modernih tehnologij. In je ena Gerasimova metoda, kjer se glede na to, kakšno je okosje, se točno vidi, recimo, a je to imel močna narastišča. Se lahko naredi obraz. Se naredi obraz. In sem po tej Gerasimovski metodi jaz to pač pripravila predlogo in je potem Rudi Španzel zrisal te portrete. In v Celju je potem velike stvari so bile. Postavili so zelo veliko, zelo lepo razstavo, ki je bila tudi sakralno na visoki ravni, ker so prav naredili takole križe, križ kovinski in potem v ozadju lepo v sredini diskretno postavljena lobanja, in potem zraven pa ti portreti, pa pač neka zgodovina tega posameznika, ki je bil del te celjske družine. So dobili obraz. So dobili obraze. Čeprav so potem še enkrat poskušali, torej zdaj pa že z novimi metodami in so spet pač malo drugačni. Ampak hočemo imeti pač obraze ljudi, ki so povedali. Je pa res, da se ljudje pač razlikujejo predvsem v spodnjem delu in to je čista fantazija, pravzaprav ne vemo, ali je nekdo brado nosil ali kako, kje je imel bradavico. No, ampak vprašanje zdaj, da dam doktorici Zupanič Slavec eno podvprašanje na to. Zdaj, ta teorija o uhlih, Titovih. Zdaj, da je imel tisti prejšnji drugačen uhelj kot ta, bi ta lahko držala, bi lahko tukaj odkrili z neko fotografijo,
dvema enako je tudi, fotografijama. recimo, sem vam rekla za nosove. ja. Ne? Tudi za nosove. Glejte, seveda so to pač neki pokazatelji, a ne? Zdaj, ampak moraš imeti res verodostojna gradiva, ne? Verodostojna gradiva. Ja, saj veste, če je bil zaprt, so ga slikali od spredaj, Nadaljno strani, ne, in tako da Ja. take fotografije so, saj to je bil nek zapornik, ki Ja. je bil po zaporih. Ja, mislim, da je bilo tudi treba še koga drugega vprašati. Mislim, da je Boštjan Marko Turk pisal o tem precej v zadnji knjigi. In jaz nisem tega tako študirala. Ne? Ja. Jaz sem vseeno tukaj zdravnica, ne? In medicinska humanistka. Medtem ko on je pa vire študiral in ima tudi verjetno kaj za povedati. Ne? Dejstvo pač je, da recimo nekatere fizične lastnosti takrat niso mogli popravljati. Ne? Danes plastična kirurgija marsikaj naredi. Se lahko tudi Nov obraz. Ja, Nov obraz. spremeni, lahko ušesa popraviš, a ne? Ja. Lahko tudi prstne, recimo, če je bil močno, Dodaš. dodaš tudi, recimo, a ne? Tako da edini dokončni odgovor bi bil, če bi primerjali pač biološke vzorce, tudi Ja. kostnina je biološki vzorec, a ne? S sorodniki iz Kumrovca, in te bi lahko dokončno pač demistificirale to vprašanje, ali je identiteta Josipa Broza ista kot Titova. Maršalova. Dobro, zdaj mogoče za konec, če malce strnemo, doktor Grdina, prej ste omenili Dejana Medakoviča. On omenja Tita kot zgodovinskega tujca, ne, ga postavlja v nov kontekst in pravi seveda, da je bil nekdo drug, ampak to zato, ker je delal ta kulturocid. On je pravzaprav želel negirati meščanstvo in potem postaviti nekaj novega. Zdaj mu je to uspelo, mu ni uspelo. Kaj si lahko v luči tega mislimo? Konec koncev tudi pravi, da je bil velik iluzionist, da je s tem svojim nasmehom očaral, prepričal tujce. Kdo je bil Tito v tem kontekstu? Gotovo je spremenil. Poglejte, Jugoslavija je vstopala kot celota takrat v industrijsko ero. Ne? Torej, leta 80, ko je maršal Tito umrl, je bila do znatne mere modernizirana država, ne? Torej, ki je imela pač seveda svoje probleme, ki je imela svoj sistem, ki je funkcionirala takšna, kot je, in ki ni funkcionirala takšna, kot je, ker je marsikaj že. Poglejte, ne, tam okrog leta 70, ne, ko bi bila neka po logiki naravnih generacij zamenjava generacij, takrat se je zgodilo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Makedoniji, da so voditelje, ki so prihajali, ki so že imeli neke izkušnje, ki so bili pa voditelji naslednje generacije, rečemo Kennedyjevske generacije, so te odrezali, ne, in so potem ti vladali do konca, ne. Problemi sveta so se pa zelo spreminjali in odgovori so bili precej neadekvatni, ne, tako da to je odgovor zelo, zelo težak, kaj se je spremenilo trajno. Zdaj, mentaliteta pa vidimo, da je marsikje ostala, ne. Prej, ko smo govorili, da o recimo o teh množičnih pobojih, ne, saj dejansko je pravna norma, da se poskuša ugotoviti osebo z imenom in priimkom. To je zaradi potem žalovanja, Dedovanja, mrliških listov nimajo ljudje. Točno tako, ne. In glejte, ne, torej teh vprašanj Jugoslavija ni rešila. Je mislila, da nikoli ne bojo prišla na dan. Prišla so na dan, nič se ne da tako po bližnici, kar čez dvorišče, ne. Je treba kdaj tudi skozi knjižnico, oprostite, tudi čez mrtvašnico, ne. So takšne stvari in če pogledamo, ne, kako se je v Nemčiji po drugi svetovni vojni to dogajalo, ne. Tam nekje leta 60 je bil nek prelom v odnosu, ne, torej generacija mora priti nova, ne, in zdaj to, da bi pa razumel maršal Tito,
da so se časi spremenili, tomu pa ne moremo pripisati, da bi torej razumel tiste res največje globine svojega časa, ker njegova politika, njegov mentalni svet je bil pravzaprav do konca pač nekje povezan s tistimi ideali Kominterne, in to je bil pa organizacijski model, ki je velik del ljudi izključeval, ker v neki firmi, in značilno so komunisti rekli firma, Kominterni, ali pa partiji, tam vsi ljudje mislijo enako. V državi ne morejo misliti enako. In zdaj, če vodiš državo na način firme, potem odrežeš en velik del ljudi s njihovimi potenciali od tega, da bi, recimo zdaj uporabljam primeru, veslali. In če samo ena stran vesla, greš čoln v krogu. Ampak zdaj ste naredili dobro primerjavo z današnjo situacijo v Sloveniji. Konec koncev Milan Kučan je star 85 let, Tito je umrl pri 88. To so vendarle neka leta, ki v bistvu nosijo ta most, medgeneracijski most, vsekakor, ampak časi so pa drugi. Zdaj, da se odreže polovica Slovenije. Vsaka modra politika misli na to, zakaj imajo v Ameriki tradicijo 2 mandatov. Samo Franklin D. Roosevelt je zaradi izjemnih okoliščin bil 4-krat izvoljen, pa danes vemo, da je v zadnjem mandatu mislil nekje na polovici odstopiti. Ker nekje se vse izpoje, in ko imamo neke večne, torej, gledajte, vse diktature imajo, kjer so diktatorji toliko in toliko časa na oblasti, imajo težave, ker ne razumejo več, kako se je svet spremenil. Gledajte, Dioklecijan, ki je razmišljal o tem, je omejil mandat. Torej, Washington ni hotel tretjič kandidirati. Danes v Ameriki je celo prepovedano, da bo kdo več kot 2 mandata predsednik. Skratka, to ni kar sebi namen, in tukaj je pa bila težava maršala Tita. In je tudi danes v Sloveniji težava, da veslamo samo s polovico čolna, če parafraziram to, kar ste povedali. Ampak glejte, zdaj za konec, da odgovorimo na to vprašanje, to seveda očitno ne moremo dokončno odgovoriti, ampak pri vprašanju, kdo je bil Josip Broz Tito, ne to, kaj je bil morilec, je bil zločinec, je bil perfekten vodja, vse to, kar zida ta mit in ga gradi in ohranja. Tu me zanima, katero vprašanje vama osebno ostaja odprto. Doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Kaj ostaja odprto? Ogromno stvari ostaja odprtih. Ja. Ogromno stvari ostaja odprtih, a ne? Ostaja odprta vsi ti dvomi, ki so na številne načine bili zapisani, tudi danes tukaj povedani, predstavljeni. Ostaja odprta tudi neka širša politika, vkolikor recimo bi to bil res nekdo iz drugega sveta, a ne? Jaz sem največkrat čitala, da bi naj Tito bil pokončan v Stalinovih čistkah po letu 38, da po letu 38 se naj ne bi več pojavil, a ne? Da bi naj bil drugi, da naj ne bi bil več tisti, ki je imel pač poškodovan prst in brazgotino. Torej, ostaja tudi odprto, kdo je torej tisti, ki je kriv za ogromno hudega, kar se je v Jugoslaviji zgodilo. To mislim, da je veliko vprašanje. To so seveda na nek način zdaj post festum, retorične vprašanja, a ne? Ampak iz zgodovine bi se naj učili in bi naj pač vseeno tudi potem te lekcije vzeli, da se vedno znova pač neke strašne stvari ne ponavljajo, a ne? In da tudi recimo kupica nekih prevar, političnih prevar, ki so se v svetu dogajale,
da se jih sproti preverja. Danes se pač recimo s sodobnimi znanstvenimi metodami da marsikaj preveriti. Morebiti se bo pa vseeno v bodoče, ko se bo to še bolj odmaknilo od sedanjega časa, zdaj recimo, da je 45 let od njegove smrti, a ne? Da se bojo pa nekje odločili, pa da bodo pač povedali. Arhivi bodo mogoče kje odprti, bomo videli. Ja, arhivi, ampak jaz predvsem mislim, beograjski. Ja, ampak jaz predvsem mislim, da genetika, ne? Genetika je bila tista, ki bi dala dokončen odgovor, ne? In ta se ohranja, sej mislim, da ima pač so ljudje, ki živijo v Kumrovcu in tudi njihova trupla, tudi njihove kosti hranijo ta isti genetski zapis, ne? Prav je, da so na koncu tudi končni odgovori nekje prisotni. Dobro, doktor Igor Grdina, torej ta mit o Titu, ki ne dovoli, da bi mogoče odstranili njegove spomenike iz slovenskih mest, a ne, ta mit je mogoče zgrajen na napačnih predpostavkah, ne, mogoče ta Tito sploh ni bil Tito, ali kaj točno je bilo, kaj vam v tej zgodbi in odgovoru na vprašanje, kdo je bil Tito, ostaja še odprto. Glejte, tudi ko bo vse pojasneno, ne, recimo, da bojo hipoteze, veste, zgodovina je veda, kjer ne moreš napraviti poskusa. Torej, enkrat se zgodi in potem, zakaj je vendarle lahko znanstvena? Zato, ker prek posledic lahko ugotovimo, kaj se je dejansko zgodilo, ne? In zdaj seveda pri vsaki takšni osebnosti bo vedno pro et contra, ne? Torej, tudi, ko bo vse recimo z naravoslovnega stališča pojasneno, ne? A mislite, da bojo v resnici ljudje vsi verjeli v to? Sej vemo, ena mučna zadeva je bila pri enem pomembnem Slovencu, se je dokazalo naravoslovno, da ni oče. Pa koliko ljudi temu verjame, ne? Torej, ja, so že nekaj ponaredili, so že nekaj, ne? Skratka, recimo, cilj zgodovinopisja tudi ne more biti poenoten. Rekli ste, odprti arhivi. Arhivi v Moskvi so bili v času Borisa Jelcina zelo dostopni. In torej Montefiore, Courtois in tu v Avstriji Štefan Karner so slutili, da ne bo vedno tako, in so imeli prav in so si marsikaj, saj te zgodovinarji so tisti, za katere vem, da so vse, kar je mogoče, prekopirali, ne, torej pogledali, ne, kar danes mogoče niti ni dostopno. Veste, arhivi nekateri, zlasti v nekaterih deželah so zaradi neurejenosti težko dostopni, ne v Sloveniji. Ne v Sloveniji. Ampak kaj imate vi osebno kakšno odprto vprašanje pri vas, recimo, ko govorimo o Titu, vi ste mirni, za vas je Tito Tito, ali kako? Glejte, prvič, maršal Tito ni osrednja tema mojega raziskovanja, ne. Torej, je toliko, kolikor je Prežihov Voranc, pa je, ne. In jaz sem maršala Tita pač spoznaval preko Prežihovega Voranca, kjer je pa res zanimivo vprašanje, en tak velik pisatelj, naravno nadarjen recimo, kakšno usodo je imel in da ga potem maršal Tito leta 1943 ni poskušal rešiti, ne, ko mu je Josip Vidmar to predlagal, ne. In potem, ne, si zastaviš vprašanje psihološko, ja pa sej ti ljudje so vendarle, so se dobro poznali, so jedli skupaj, za isto firmo so bili, pa ravnali pač takole drug z drugim, ne si pomagali, ne. Torej, to je neka psihologija, me bolj zanimajo ta psihološka vprašanja, kako je mogoče na takšen način, ne, in to, kar je Zvonka govorila o humanistični vzgoji, ne, ja,
To je izjemno pomembno, ne, in tukaj imamo pa na delu neko drugačno funkcionalistično logiko, ne. Človek, ja, kolikor je koristen, ne, saj vemo, da ko so bili ti monstro procesi v vzhodni Evropi, pa tudi pri nas, ne, recimo dahovski procesi, ko so bili ljudje prisiljeni priznavati, ne, torej izsiljena priznanja, ne, to so bili iz iste firme ljudje, samo generacijsko so se razlikovali in glejte, to so tiste vprašanja, ki me res zanimajo, ne, kako je mogoče, da človek tako funkcionalistično razmišlja, ker je pač to koristno, da nekdo zdajle prizna, ga bomo pač prisilili za vsakršno metodo. To je grozljivo, ne, mislim, jaz tega ne razumem, priznam odkrito, ne, in ne vem, če bom kdaj to lahko razumel, vem pa, da je to bilo. No, in tu bomo pri tem pogovoru o tem, kdo je bil Tito, naredili piko oziroma vprašaj, ker to bo najbrž mogoče lahko tema tudi kakšnega drugega pogovora. Jaz se vama, upam, da sta povedala vse, kar sta želela. Se vama najlepše zahvaljujem, doktorica Zupanič Slavec, pa doktor Igor Grdina, za te vajine komentarje. Najlepša hvala in hvala tudi vam za pozornost.